Dober dan želim, dobrodošli v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, kjer domuje drugi teritorijalni polk prostorskih sil Slovenske vojske, 14. bataljon, 14. inženjerijski bataljon. V vojašnici pa deluje tudi šola za podčastnike in veščinski center Slovenske vojske. Torej, dobrodošli na današnji novinarski konferenci, ki jo organiziramo pred praznovanjem Dneva Slovenske vojske. Dovolite mi, da vam predstavim današnje sogovornike. Z nami je načelnik generalštaba Slovenske vojske, general-major Boštjan Močnik, pomočnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, brigadir Anže Rode in vodja Big Banda orkestra Slovenske vojske, višji vojaški uslužbenec Rudi Strnak. Besedo pa predajam kar načelniku generalštaba Slovenske vojske. General, beseda je vaša. Ja. En lep pozdrav, dobrodošli v vojašnici, tako kot vsako leto. En lep pozdrav, dobrodošli v vojašnici, tukaj v Novem mestu, tako kot vsako leto, nekaj besed pred Dnevom Slovenske vojske. Smo tik pred realizacijo aktivnosti praznovanja, ob 15. maju, v tem primeru se bo to zgodilo v soboto 16. maja, na Dolenjskem v Novem mestu, kjer bomo proslavili veselo v lokalnem okolju naš dan. Nadaljujemo neko simbiozo praznovanja Dneva Slovenske vojske v lokalnem okolju. Že pred nekaj leti se to začelo v Ljubljani, potem nadaljevalo v Mariboru in lansko leto smo to izvedli na Primorskem v Kopru. Letos je pa na vrsti Dolenjska. Za nas je pomembno v letošnjem letu tudi to, da bomo drug del praznovanja Slovenske vojske obeležili tudi ob Dnevu suverenosti v koncu meseca oktobra v Kopru, ki bo pa bolj vojaško nastrojen. Že kar nekaj let je izvedba slovesnosti dneva pač izvedena v lokalnem okolju. V Kopru pa bomo letos v jesenskem delu prvič po nekaj letih, se pravi vsi, ki bomo takrat v Republiki Sloveniji in nosimo vojaško uniformo, praznovali še ta praznik v večjem obsegu. Dobrodošli vsi. Aktivnosti se bodo odvijale čez cel dan. Letos pa tudi naslavljamo po moje cenjeno pomembno temo, tudi zame osebno, in sicer izkazujemo kot institucija dobrodelnost za Teja. Tejo je sin enega od naših pripadnikov, ki ima težko bolezen, tako da bo ta dobrodelna nota z nekim prostovoljstvom naslavljala tudi njegovo pot ozdravljanja preko luže. Hvala za vašo udeležbo danes. Iz moje strani zdaj pa prepustim še malo vsebinskega programa za aktivnost v soboto. Brigadir Rode. Hvala, načelnik. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem odgovoren strani načelnika imenovan za organizacijo in izvedbo praznovanja ob Dnevu Slovenske vojske 2026. Kot je bilo že povedano, bo predstavitev ali pa proslava ob Dnevu Slovenske vojske letos 16. maja v soboto in bo sestavljena iz dveh delov. V prvem delu dopoldne bomo predstavili Slovensko vojsko. To bomo izvedli na glavnem trgu v Novem mestu in na reki Krki in okolici Kandijskega mosta. V večernem delu pa bo proslava in koncert orkestra Slovenske vojske z gosti v dvorani Marof v Novem mestu. V statični predstavitvi bomo dali poudarek predstavitvi poklica vojaka, podčastnika, častnika, tudi z namenom, da se ljudje seznanijo z našim poklicem, z našim poslanstvom in da pridobimo čim več novih kandidatov, pripadnikov Slovenske vojske. In pa predstavili bomo enote in pa zmogljivosti Slovenske vojske, ki delujejo v 5 domenah in 3 dimenzijah, tako fizični, virtualni in pa kognitivni. Zdaj, dinamična predstavitev, ki je zelo zanimiva za obiskovalce, bo izvedena na reki Krki, kjer bo najlažje opazovati to aktivnost nekje iz Kandijskega mosta. Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne ovire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vsej podpori vseh enot Slovenske vojske, ki podpirajo take enote,
pač izvedena evakuacija in to bo preko srednji dogodek te dinamične predstavitve. V okviru dinamične predstavitve bo izveden tudi prelet plovil Slovenske vojske, zračnih plovil, če bo to vreme in varnostne razmere tisti dan omogočale. Zdaj, ta dinamična predstavitev bo izvedena, se pravi, aktivnosti bo potekale čez cel dan, ampak trikrat pa bo v 10. uri, 13. uri in 15. uri pa bo izvedena ta celovita predstavitev na sami reki Krki, kjer bo pač zelo zanimivo za gledalce. In ob 13. uri je predvidena tudi udeležitev, da bo se udeležila ogleda predsednica Republike Slovenije. Za obiskovalce, pa tisti, ki žal niso mogli dobiti vstopnic, bo na voljo prenos same proslave in koncerta tudi na glavni trg v Novem mestu, kjer bo postavljen pano, kjer si bo to lahko ogledali in pa spremljali dogajanje v dvorani. Kljub temu, da so vstopnice že bolj kot ne pošle, bo določeno število vstopnic na voljo za obiskovalce na posameznih točkah statične dinamične predstavitve, kjer si bo pač lahko še določeno manjše število vstopnic kot v obliki raznih nagrad, stimulacij, še pridobilni sistem tudi omogočil ogled samega proslave in pa koncerta orkestra Slovenske vojske. Toliko na kratko, za vsa podrobnejša vprašanja pa sem potem na voljo, da odgovorim. Hvala večer. Hvala lepa, general, hvala lepa, brigadir. Preden pa nadaljujemo s predstavitvijo programa koncerta Big Banda orkestra Slovenske vojske, pa pozdravljamo v naši sredini tudi manjšo zasedbo orkestra Slovenske vojske, ki nam bo zaigral Življenje je lepo in skladbo Ti si moja ljubezen. Našu
3. Včasih se mi zdi, da se čudno je. Želi si, da lahko bi spremenil svet, vendar potrebno ni, da si filozof. Okrog sebe se ozri, zaprtimi očmi. Včasih se ti zdi, da vse čudno je. Želi si, da lahko bi spremenil svet, vendar potrebno ni, da si filozof. Okrog sebe se ozri, zaprtimi očmi. Hvala lepa zasedbi Orkestra Slovenske vojske. Zdaj pa prosim višjega vojaškega uslužbenca Rudolfa Strnada, da predstavi program koncerta. Lep pozdrav tudi v našem imenu Orkestra Slovenske vojske. Naši dragi glasbeniki so iz cele Slovenije, tako da zdaj bomo na račun prišli Dolenci in pa Posavci, tako da se veselimo tudi, zelo se veselimo, da je tokratni dogodek v Novem mestu. Program bo segal tako, cela paleta bo od takih lepih, čustvenih do malce bolj divjih skladb. Pod vzor smo vzeli domačine, kar pomeni Tokac od Dan D, pa Murphy bojo vsi skupaj zaigrali z nami. Tudi operna pevka Irena Jeboah je iz teh koncev in bo imela tak prekrasen, presenetljiv program z nami. Imamo pa tudi iz Posavja Nušo Derendo in pa Nejšo iz Ljubljane. Jaz mislim, da na koncu imamo še pripravljen en tak lep, grande finale, čustveni, ki ne bo pa kot presenečenje za 16. maj, kjer se bomo vsi prisrčno zazibali. Hvala. Hvala lepa, Rudi. Preden pa pridemo na vprašanje, naj omenim še, da vojašnice Slovenske vojske tudi letos odpirajo vrata. Možno si je ogledati vse vojašnice po Sloveniji. Program dnevov odprtih vrat pa najdete na spletnih straneh Slovenske vojske. Zdaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje, prosim, da zastavi vprašanje in pove, koga sprašuje. Zgleda, da smo bili izčrpni, ja? Glede teh dogodkov me zanima, koliko bo odprti za javnost, koliko ne bo, kak je s tem vse prosto, odprto? Aktivnost je popolnoma odprta, ja.
Novo mesto je odprto vse. To ni dogodek blokad ali ograj, ravno nasprotno. Edina omejitev, tako kot vsako leto na prejšnjih lokacijah, Kopru lansko leto, Mariboru, če želite, ali pa v Ljubljani, je pa seveda kapaciteta dvorane, kjer bo letos pač v dvorani v Marofu. Ostalo je podprto za vse obiskovalce. To se pravi, kdorkoli bo na ta dan prišel v samo jedro Novega mesta, bo lahko se sprehodil, videl, pripeljal, se pravi, družine, otroci. Tako da dogodek bo zanimiv, tako kot znamo pripraviti že vrsto let. Ste premijali stopnice omenili za to? Stopnice izključno za dvorano Marof ob 18. uri. Ja. Možda druga Radio Slovenija, koliko bo posredovala na tej predstavitvi v dnevu Slovenske vojske, tukaj imamo mesto, koliko vojakov približno? Če lahko jaz odgovorim, se pravi sami, na vseh teh delovnih točkah pa to bo sodelovalo več 100 pripadnikov Slovenske vojske, nekateri bojo aktivno udeleženi na teh delovnih točkah, nekateri bojo sodelovali v dinamični predstavitvi, večina je pa tistih skritih, ki sodelujo v podpori pri pripravi dogodka. To je pa od varovanja, kuhinje, priprava prizorišča, čiščenje prizorišča, ker se to bo zagotovilo, in pa seveda tudi potem varovanje te tehnike, ki bo tukaj na voljo za ogled, bojo pa pač te pripadniki in pripadniki Slovenske vojske iz ozadja. Tako da, in seveda pa še udeleženci same prireditve, kjer bo pač seveda, ker je to naš praznik, del mest v dvorani na voljo tudi samo za pripadnike Slovenske vojske. Bom jaz poskušal dati še bolj, ker točno nekaj sprašujete, ne? Da se nek tak dogodek pripravi, izvede, je pri nas, so aktivnosti se začele odvijati že konec januarja, s prvim stikom z lokalno skupnostjo, z županom v Novem mestu, tako da se mu na tem mestu izrekam zahvalo za razumevanje in podporo naše aktivnosti praznovanja v Novem mestu. Ocena vseh pripadnikov Slovenske vojske, da bodo dogodka sploh lahko prišlo, je pa približno 600 ljudi, 600 pripadnikov in pripadnic, da bo aktivnost lahko se izvede na način, kot je načrtovano. Nekaj menili ste ravno, morda je tudi za obiskovalce, kaj za pojest, kaj skoka, kaj takšnega. Ja, predstavljala se bo tudi logistična brigada Slovenske vojske, kjer bojo pač predstavili to mobilno kuhinjo, kjer bojo pekli pecivo pa pice in del tega bo tudi na voljo za poskušino za obiskovalce. Še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, najlepša hvala za udeležbo na današnji novinarski konferenci. Zdaj ste pa vsi vabljeni v kuhinjo Vojašnice Franca Uršiča na Vojaško malico. Hvala lepa.